Kako se loti ciljev, da se nam uresničijo? Da greš, kar se ciljev tiče, malo bolj v podrobnosti. To se meni nikoli ne bo uresničilo. Če to verjameš, imaš prav. Jaz sem zmontirala video in je objavljen, zdaj si bom pa nekaj skuhala. Evo, za sladico pa mandarine in pa čaj z limono in medom, zato ker me malo grlo boli pa glava. Že kaj pa ti spiš? Kaj na kraljična zgledaš? Jaz grem na kavč, greš z mano? Greš z mano? Jaz sem se odločila, da bomo z Miko danes na kavču spali. Mika, bomo imeli slumber party, ha? Ne boš dreznala stran, da imamo več placa. Dobro jutro, čas je za pedikuro. Gremo, na bus moram iti, ker imam avto. Ful je čudno, ampak na srečo imam fajn povezavo. Evo, pedikura je končana, noge imam te gladke, oziroma stopala, ful je bilo fajn. Sem pa glih dobila SMS, da je avto končan, senzor je bil počen, tako da pride me zdaj kolega spet iskat, da gremo po avto. A jaz nazaj, kako se je fajn se lepo poklopilo, da je bil avto pripravljen, da me je kolega lahko pobral, nisem niti rabila na bus nazaj iti iz pedikure. In pa smo šla direkt po avto, tako da ful hvaležna. In pa sem šla na paketomat, ker sem dobila od Eona, ki se ga zelo veseli, me taka ful lepa barva je, Second Skin kolekcija, moja najljubša. Mama mi ta pokazala. Sem dobila pa tudi od Afrodite en paket, mislim, da vem, kaj je. Če me spremljate na Instagramu, ste videli, da sem malo hejtala dubajsko čokolado, zato ker so vsi delali čisto iste videe, vsi so delali isti recept, pa saj nič ni narobe, malo sem lažje, dosti sem že imela tega. Ampak, če pa mi Afrodita nekaj pošlje, pa da je dubajska čokolada, vse za Afrodito. Ja, poglej, to šampon dubajska čokolada, to zgleda res tako ena čokolada. Moramo zdaj to povohati, Afrodita ima itak, kar se vonjev tiče, pač njihove izdelke bi ne raje pojedel. Mi ga pazi. Kako pa to dobro diši, pravno. Za pojest. Si vesela? Imaš novo škatlo? Nika prevelika si za to, a veš. Na hitro sem še skočila v trgovino, ker danes kuham turške testenine, turški stil testenin, ko sem videla na TikToku en viralni posnetek in sem rabila par še stvari. Meso že imam, samo mogla sem ga ven vzeti. Sicer to delam na temo live streamu, torej prenosu v živo, ampak bom vam dala video, kako sem naredila, ful enostavno. Zdaj si moram pa hrano narediti, ura 1, je še nisem jedla. Naredila si bom avokadov kruh in za mojim drožji Jožim. Kaj cvileš? Mišika.
Evo, to sem si prijavno naročila, vse je second skin. Imaš tudi te tanjše verzije jopce, ko nimajo teh žepkov, pa so tako malo na O, pa so pač res take tanke, da niso one podložene. Imajo pa še vedno to za prst tukaj. Potem imaš te second skin pajkice, ta je z navadnim šivom in ta lep šiv tukaj, ko tek poudari pri pasu. Res mehke in zraven imam še ta trakec, ki je cel kompletek. Pač taka, ne vem, bi opisala to barvo, taka rdeča, ampak ne ono živo rdeča, bolj na, kako bi rekel, bolj na oranžkasto, ampak ni oranž, ne znam povedati. In seveda moje prečudovite, najboljše hlače ever, ker jih imam tudi v sivi, ki jih skozi nosim, sem si zdaj še vzela črno, pač jaz skozi to nosim, skozi. No, zdaj ne, zdaj imam te na trapezik. Drugače imam skozi fina 10, če imam pa kak poseben popust, da je malo višje. Mislim, da bo zdaj glih za vikend, ko to gledate. Tisto me pa spremljite na Instagramu, da boste na tekočem. Evo, naredila si bom te Heatless Waves, ampak jih bom imela gre sam 2 uri oziroma dobri 2 uri. Sem si pa dala ta sprej, ko sem ga pokazala v prejšnjem videu. Wave Me Wonder, tako je za kao overnight Heatless Curls. Torej te brez vročine kodre čez noč, ampak ja, jaz sem provala zdaj 2 uri. Jaz imam take lase, da mi dosti hitro kodri prime, ampak kaj se bo zgodilo po 2 urah. Mi je ta del malo predolg, zato ga bom skrajšala z gumico. In bolj bomo začeli. Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again. Jaz sem si že kar make-up naredila, edino maskaro si bom pol dala, zato ker, kot veste, se meni tu tisne maskara. In ja, polovico make-upa sem doma pozabila, tako da imam zdaj kar eno maskaro, ko... Mislim, ni kar ena, samo za mene ni v redu, zato ker imam masne veke in se mi takoj otisne, res takoj. V glavnem, hodila sem vam še nekaj pokazati. Včeraj smo z Miko na kavču spale in jaz sem pač to kamero, wifi kamero in Mika je v nam po 5 zjutraj, ali koliko je bila ura, se je raztegnala in naredila svoj roli pol in je padla iz kavča. Ful mi je bilo bad za njo, hkrati je bilo pa ful smešno. Bom dala klip iz kamere. Ok, uro pa pol imam do live streama, bolj ko ne imam že vse pripravljeno tam, skoraj. Zdaj bom pa, medtem ko se dajo videe na računalnik, da bom lahko že počasi montirati začela. Zraven bom pa še gledala YouTube, imam kar nekaj videov, ko sem jih videla, da bi jih rada pogledala, tako da bom zdaj res 1 uro pa sem ležala pa uživala. Se pravila malo sprostiti, ker zadnje cajte je dihanje ful slabo. Evo, 2 uri pa pol sta mimo. Poglejmo, kaj je nastalo. Moj nič. Ok, taki čisto rahli kodri so. Ni bad, ni bad. Me bolj zanima, kaj bo na vrhu. Definitivno 2 uri pa pol nista dost. Ampak sem si pa kar ok navila, moram reči, da ni ono, dobro, tukaj ignorirajte, da sem že danes jaz spala čez čiste lase, ampak tako se je, rekla, minimalno neki volumen naredil pa to. Moja bom jutro probala si res čez noč narediti, ampak mi je všeč, kako se je tu naredilo spredaj. Da ni ono, tako zadnjič, ko je bilo enkrat potencial imamo. Definitivno. Sem pa spet spela. When dealing with the pain, no, I don't mind
Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, but truth can be a bitter pill. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. Nisem nobenega videa pogledala, sem pač dala sem starter na peki papir in zmerila sem, da je 150 gramov, čeprav pol itak, preden da ga uporabiš, ga dehidriraš in nahraniš enkrat. Mislim, hidriraš in pol nahraniš enkrat in potem sem se spomnila, da si nisem nič zadnji pustila, da novega naredim, a ne pač, da ga nahranim, tako da sem pol malo stran vzela, ampak sem itak bila, si ni treba, da je 150 gramov, ker ko ga nahraniš in pol uporabiš, bo itak več. Tako da, samo čim bolj natanko sem pač razporedila, sem dala na te rešetke, ko je za kekse sušiti, da se res čim prej posuši, pol bom zdrobila ali kakorkoli, tako da je to. Sem si pa naredila spet na hitro juho z domačimi omenimi rezanci. Juha je pa iz Argo kocke. Imamo pa Mika. Haj. Viši špankasta. To se je kar hitro posušilo. Drugače, ko se to posuši, je ful enostavno tako zdrobiti. Pa si daš eno šalčko ali pa nekaj. Samo namočiš. To bom pa že na 2 dni doma, pa vam še nisem pokazala, in sicer iz Bags & More imam to Reisentel nakupovalno torbo. Jaz sem to imela že kar nekaj cajta nagledano, ker sem hotela nekaj za shopping med. In gledala sem sicer eno, ko je bila pol manjša, in pol, ko sem živ videla, se mi je zdela ta zaprav za shopping, za hrano bolj primerna, ker je večja in ful več noc spraviš. Lahko tudi to uporabljaš pol poleti za na plažo ali pa bazen. Veste, da jaz ful uporabljam to Reisentel potovalno torbo. In najboljša stvar pri teh je, da so trpežne, ful lepo obliko držijo, take kvalitetne so na vtip, tudi na vodo so odporne, narejene so iz recikliranega materiala. V glavi, Reisentel je nemška firma in res imaš fajn izdelke od nakupovalnih torb, potovalnih torb, kozmetičnih torbic, res ful. Imaš pa seveda tudi druge barve, glejte, koliko placa ima, ogromno. Imaš tudi te manjše ročaje, tako pri teh, ko greš v trgovino, imaš lahko tako držiš ali pa si daš na ramo. Pol imaš tukaj ta gumbek, da zapreš. Še ena ful zanimiva stvar, imaš to, tukaj imaš ta trakec in zdaj je oblika taka in jo lahko spremeniš z gumbkom in pol imaš v bistvu trikotno torbo. Kako, no? Ful dobro.
Zakaj vam pa zdaj to kažem, je zato, ker je, če to gledate v nedeljo, akcija pri Bags & More, super nedelja, minus 25%, z mojo kodo FINA 10, pa še dodatnih 10%, ene par malenkosti izjemje, ampak večinoma je vse znižano. Če rabite kako nakupovalno trgu, potovalno trgu, kovčke, seveda jaz njihov Travel & More kovček skozi uporabljam, te moje Davy Jones torbice, pa tudi eno imam, tudi nekaj, ko niso Davy Jones, ampak ja, bolj moja nova denarnica. Tako da, če karkoli lahko zdaj ful prišparate. Lajo, živačko, kak se sonka, no. Končno bomo govorili o planih za novo leto, ki jih imam jaz. Sicer je že skoraj sredina oziroma proti koncu januarja, ampak meni se itak zdi, da takoj po praznikih, da se nekaj ful zaženeš, nima smisla oziroma ni realno, ker se mi zdi, da jaz sem se mogla najprej spočiti od vse te norije decembrske. Sem pa tudi že večkrat zasledila, ko ljudje govorijo, da bi pomlad mogla biti tista, kjer se res zalaufamo in smo motivirani, ker tudi narava je taka. Zdaj vse hibernira od narave, tudi do živali in tudi mi smo del narave, tako da ni neki ful naravno, da se mi zdaj januarja sred zime, ko so kratki dnevi, tema je že takoj, mrzlo je, neki na polno zaženemo. Nič ni narobe s tem, če vam to da motivacijo in če vam rata, ampak če se bi pa zdaj po naravi zgledovali, je pa sigurno bolj ta pomlad tista, ko se prebujamo in tudi vse ostalo. Ampak se mi pa zdi zdaj fajn cajt, da si tako mogoče zastavimo neke plane, cilje, malo si manifestiramo, vizualiziramo. Januar mi da vedno tak občutek, ko da imam nov zvezek, ko greš v šolo prvi dan in je vse sveže, možnosti je ogromno in tudi motivacije. Zdaj, kar se mojih ciljev tiče, če ste zdaj v obdobju, ko trdo delate, ko se ženete za nečem, mogoče vam moji cilji ne bojo neki ful v inspiracijo ali pa vam bojo kar neki, ker zdaj pa že po 5 letih skozi dela, sem na točki, ko se moram ustaviti in moram poskrbeti za svoje zdravje tudi, predvsem mentalno. To ne pomeni, da nam delala, to samo pomeni, da ko res ne morem, rečem ne. Če vidim, da imam že preveč stvari, bom rekla ne. Sebe dati na prvo mesto in delati več stvari, ko nimajo nekega cilja, torej več hobijev. Da delam puzle, da slikam in ne rabim iz tega narediti, ne vem, neki izdelek, ki ga bom prodala, ali pa ne rabim iz tega narediti vsebin. Da delam nekaj samo zato, da se odklopim, da samo sabo cajt preživim, ne z nekim ful namenom, ki bo del mojega dela postal. Ta hustle lifestyle pa grind kultura, ko delaš, je super neki let. Se mi zdi, da je prav, da se potrudiš in si mogoče bolj zagotoviš boljšo prihodnost naprej, ampak to pa ni nekaj, kar lahko delaš skozi. In ja, meni so se začele pojavljati posledice, ne vem, od tega ali še od kaj prej, ne vem, itak celo življenje se nekaj dogaja in slejko prej nekaj ven butne, In recimo težave z dihanjem, ko imam občutek, da hočem globoko vdihniti, pa ne morem in bolj se ful napenjam ali pa zazeham, da lahko. In ta občutek v prsih te snoba. Sem šla v zdravniku, da preverim, da ni kaj fizičnega, imam še ene par pregledov, tako da še vedno nisem čistega izključila, ampak ja, se pa vedno mi to pojavi, ko sem pod pritiskom in ja, to je vse na meni, to je moja odgovornost, da to popravim, da ugotovim kak pa kaj, zato ker nima se smisla sekirati, ker nimam se kaj za sekirati, res ne. Ko imaš vse pogoje v življenju, da si srečen, pa se počutiš prazno v sebi, je kar nadležno. Tako da psihično zdravje in fizično zdravje sta oba zelo pomembna. Pa da ne bo to izpadlo, zdaj ko da se pritožujem, pa govorim, da je moje delo ful težko, ni. Še vedno je to moje sanjsko delo, sama si urejam vse stvari, urnike in to, kar pa seveda vsaka stvar ima tudi slabe strani in jaz sem prišla na točko, ko je vse preveč bilo, ker moji možgani mlejejo 24 ur na dan, ne samo 8 ur na dan. Linije med delom pa zasebnim življenjem. Recimo tudi, ko imam malo fraj, že razmišljam, kaj bi zdaj naredila, nekaj koristnega. Včasih je najbolj koristna stvar, ki jo lahko naredimo, to, da ne delamo nič, da počivamo, da damo telesu malo pauze. Seveda pa nam današnji cajt, ko moraš mednar, da preživiš, ne omogoča tega, da se ustavimo po zimi, pa da malo spimo dlje, pa da ne delamo nič. Ja, večina ljudi si to ne more privoščiti. In jaz sem prvič na točki, ko si lahko to privoščim in si bom. Ne rabim biti neka žrtev, pa se matracam za to, da se nekomu dokažem,
nima smisla. Ok, to je tak vse splošni cilj. Ena stvar, ki sem jo že kar dobro začela, je branje. Pa ne samo branje teh knjig za rast ali pa da se kaj naučim, ampak čisto enostavno te kriminalke, romance, fantazije, karkoli mi pač paše. To je tudi tak cajt za mene, ne? Ker jaz ne gledam neki TV-ja dosta ali pa kakih serij več, tako da branje je moja ta zabava, pa YouTube ful rada gledam. Pa to, da neham multitaskat preveč, da sem bolj prisotna pri tej stvari, ki jo delam. Recimo, da gledam YouTube video, da ne čekiram telefon ali pa laptop, ali pa delam milijon drugih stvari zraven. Vse včasih ne moreš se usesti pa gledaš 40-minutni video, sploh če jih imaš 5 za pogledati, ne, jaz to razumem. Tudi jaz delam druge stvari med tem, ko gledam videe. Zdaj pa probam, da res vsake toliko en video, da se usedem, pa samo to delam, pogledam video, ker je čist drugače ga dojemaš, dejansko uživaš v njem in te mogoče tudi kak video od koga inspirira in ja, telefon si dam na tiho ali pa čisto izključim internet, pa ga dam stran, ker imam ful grdo navado, da konstantno čekiram telefon. Niti ne preživim veliko cajta na telefonu, jaz bolj skozi čekiram. A imam kakšno notifikacijo, a imam e-mail, a imam Instagram, in včasih sem, da si za 1 uro dam stran telefon, čist ga ugasnem, pač vse zvoke, internet. To je en mojih ciljev, da to večkrat naredim, ali pa da grem na sprehod, da si dam telefon v žep, pa ga ne gledam. Preveč imam vseh stimulacij okoli, TV, računalnik, telefon, skozi smo na voljo, skozi vse strani neki in tudi to je en razlog, zakaj se tako počutimo. Preveč smo stimulirani, ne čutimo več zadovoljstva, zato ker dobimo prek telefonov in teh stvari ta dopamin in pol ga imamo preveč in navadne stvari, ko so ti včasih dale veselje, ti ne da več veselje, tako da ja, probite se malo odklopiti vsake to, vsaj za 1 uro na dan, či lahko, pa da ste res pri stvari vsakodnevnih stvari. Ja. Kar se tiče mojega zdravja, telesne pripravljenosti in zdravega prehranjevanja, lani sem naredila ful veliko napako, da sem se ful zagnala v laufanje, zato ker sem že lani imela te težave z dihanjem. In telo dojema stres, ali laufaš, ali si tak ekstremno navdušen, ali pa si ekstremno pod stresom, skoraj isto. Torej, srce ti začne hitro biti, občutek imaš tako malo. Ni bila dobra kombinacija. Torej, da če vidim, da imam te težave z dihanjem, da se izognem visoko intenzivnim treningom. Ful bi rada začela delati pilates doma, pa da vidim, kako mi je to všeč, pa da grem na čim več sprehodov, tudi na kak pohod, pa da se vmes ustavim, če vidim, da težko diham. Laufam pa res, ali pa kaj bolj visoko intenzivnega delam, če vem, da sem cool tisti dan. Glede hrane, jaz mislim, da kar ok jem. Tudi moji krvni rezultati so bili super. Ampak še več tega, da še bolj izločim te nepotrebne procesirane hrane. To ne pomeni, da me je zdaj čist nekaj stran dala. Jaz tega nikoli ne delam, ker se mi zdi, da me to ful utesnjuje in bolj sem na to mislim. Vnaprej pripravljene omake, da čim manj tega in pravim vse sama narediti. To mislim, da je kar gre in bom sam nadaljevala. Mogoče, jaz se moram sam več gibati, pa mogoče kdaj kako stvar malo manjšo porcijo pojesti. Sem si pa tudi fitness prekinila, ker je ful smešno. Zdaj januarja vsi si ga ponavadi začnejo to članstvo, jaz sem si pa prekinila, tako sem rekla, probala bom delati čim več stvari doma, mogoče bom šla na kak pilates rajš, če bom najdla kje v Ljubljani kaj, ampak za začetek bom začela doma in polja pohodi. Vse imam nekaj uteži doma. V glavnem, moj cilj več ni ta obsesija z rastjo mišic in ne rabim tak težkih uteži, ko so v fitnessu. In dejansko nisem hodila in se mi zdi škoda denarja. Kar se materialnih stvari tiče, avto bi letos rada ne nov kupila, ampak en boljši, novejši, rabljen, testni mogoče. Ampak zdaj se sam še lovim v tem, kaj hočem. Ful se zdaj pač nam z bratom se pogovarjam, kaj bi nasploh tako ful bolj gledam, tako da sem že naredila en korak v to, nimam pa zdaj sile. Korsica bo počasi mogla iti, ja. Ja, torej, da dosežem to brezskrbnost, mir v sebi, da sem bolj prisotna pri stvari, ki jo delam, ali pa kjer sem, da probam bolj ločiti to delo od dela, da res uživam v tem, kar delam. Brez nepotrebnih pritiskov. Ok, pa da grem zdaj na to, kako si zastaviti cilje. Recimo, moj cilj je, da se gibljem v smislu hoje, pohodov in mogoče pilatesa. Zdaj, to ni dosta, ne? Ampak da si točno rečeš, ne vem, mogoče za začetek, jaz sem si recimo postavila cilj 2krat na teden 10 000 korakov, enkrat na teden telovadba. To je tak
zelo realen cilj, ki ga bo ful lažje doseči in pol, ko bom vse to naredila, sem počutila, se lahko še kaj več naredim, ko pa da si zdaj dam 5-krat na teden na polno, bo težje, sploh zato, ker zdaj jaz nisem telovadila, nič skoraj. Tako da si res take realne cilje postavite, ki bojo malenkost izziv, ne pa nerealni. Zdaj jaz nimam tako ful nekih upremljivih ciljev, da bi vam lahko tudi primer dala na mojem cilju. Lahko vam pa povem, da je ful pomembno, da ste bolj specifični. Recimo, da hočeš več denarja, koliko denarja hočeš, koliko verjameš, da ga lahko zaslužiš, ker ful pomembno je, kaj verjameš. Težje je verjeti, da boš imel 1 milijon, če imaš na banki minus, ali pa da imaš kredite. Lažje je verjeti, da boš imel 10 jurjev, če imaš že 2 jurje na banki, Tako da mogoče eno številko si postavi, v katero res verjameš. Konec koncev je vse mogoče, sam problem je, da imamo tukaj omejitve v glavi in sebi realne cilje postavi in boš lažje verjel, lažje prišel do njih. Ne rabiš točno vedeti, kako boš prišel do nekega cilja, pomembno, da vseeno nekaj delaš, Če hočeš biti med boljšo postavo, ne moreš si sam želeti med boljše postave, moraš kaj narediti. Če hočeš med denar, ne moreš sam ležati na kavču. Ne rabiš pa zdaj za čisto vsako stvar, kot sem rekla, vedeti. Včasih se stvari tako obrnejo, da sploh ne moreš verjeti, nisi si niti predstavljal, niti vedel. Jaz si ful nerada neka ful pričakovanja v detajle postavim, ker se ponavadi nekaj uresniči, ampak čisto drugače, kot sem si jaz zamislila. Konec koncev je vseeno to, kar sem hotela. Pa tabla vizij. Jaz še nimam nove table vizij, to je lanska. Torej, tabla vizij je fajn zato, ker je vizualna. Jaz sem sama ful vizualni človek in jaz, ko nekaj vidim, si lažje predstavljam in lažje verjamem v to in je kot neko opomnik. Lahko si jo narediš digitalno, lahko imaš za ozadje na telefonu, lahko imaš za ozadje na računalniku, lahko si pa naprintaš. Jaz ful rada, tako si prav naprintam, zrežem, prilepim in na Pinterestu najdem slike. Ponavadi si najprej napišem, kaj bi rada, pol najdem slike in pol tako ožji izbor naredim. Pol si pa zraven lahko napišeš, kakšne občutke bi imel, če bi to dosegel. Kvote, tako sem si jaz za denar, ali pa da vpišeš, kaj si želiš. Torej, to sem odla, da imam, da čutim mir v sebi. New York je v planu jeseni. Ja, noro. Da se naučim delati drožji kruh. Kombuče še nisem delala, ampak sem pa drožji kruh začela. Pol to se mi je že ful hitro uresničilo, ko smo šli na Madeiro. To je bila Portugalska, tu so bili neki hribi in pol smo šli na Madeiro. Recimo, to sploh nisem vedela, da bo Madeira v planu. Sploh, tako da ja. Ta polmaraton smo odklopili zaradi mojih problemov z dihanjem, kar ni panike, ti si lahko cilje spreminjaš, ampak ne kot izgovor, ni mi uspelo, grem naprej. Ampak tak realno. Pol ta vlakec parni, urnik spanja je bil super 2:24, boljš kot kadarkoli v mojem življenju, tako glede na moj stil življenja in moje potrebe. No, zdaj v novem letu sem pa ful slabo zaštartala, ampak ne bom se sekirala, sej šele začetek. Pol je pa še par stvari, ko ne vem, če si jih sploh še želim. Recimo, kar se tiče denarja. Recimo, da si daš nek znesek za denargar in si napišeš, denar prihaja v moje življenje enostavno, denarja imam dost, itd. Kako se boš počutil, ko boš imel ta znesek? Recimo, da imaš cilj 50,000 evrov. Kako se boš počutil, ko boš imel ta denar? Počutila se bom finančno svobodno, počutila se bom, da imam več opcij v življenju, počutila se bom bolj varno, ne bom razmišljala iz meseca v mesec. Toliko pa toliko bom prišparala, toliko pa toliko bom dala v, ne vem, delnice, toliko pa toliko bom porabila za to. Recimo, jaz rada bi si kupila nov avto, kako se bom počutila se bom bolj varno na cesti, da lahko grem na daljšo pot s svojim avtom, ne bom rabila spraševati mame pa brata, če mi posoditi avto za Nemčijo, naprimer. Imela bom več placa v avto in bolj udobno bo, dišal bo po novem, ne bom rabila vsak mesec mehaniko. Z večjim avtom bi lahko tudi kempirala, lahko bi Miko navadila bolj na avto in bi se ona z mano vozila. V glavnem tak, kaj bi čutil ob tem cilju, ko ga dosežeš. To je ful pomembno. Še ena pomembna stvar je, da bolj govoriš, kak nečesa nimaš, bolj bo šlo stran od tebe. Jaz nimam denarja, jaz ni tak po naravi debela. To se meni nikoli ne bo resničilo. Če to verjameš, imaš prav. In če verjameš, denar bo prišel v tvoje življenje, če verjameš, da si lahko fit, če verjameš, da lahko potuješ kamor si zaželiš, če verjameš, da si lahko kupiš avto, imaš tudi prav. Tako da, karkoli verjameš, je tvoja realnost. Ena stvar, ki jo jaz rada skozi celo leto vsake toliko prakticiram, je dnevnik hvaležnosti, ker jaz verjamem, da če nisi zadovoljen vsaj z parimi stvarmi, ki jih imaš zdaj,
ne boš nikoli zadovoljen. Denar je super stvar, sam ni pa vse. In ne bo te avtomatsko osrečo. Toliko je nekih elementov v življenju, ki nam srečo prinašajo. Tako sem jaz zdaj rekla, vse pogoje imam za srečo, pa se počutim ne najbolj srečno. Tako da se vsake toliko pomni, streho imam nad glavo, ni mi požgalo hiše, ni mi poplavilo hiše, družino imam, prijatelje imam, internet imam. Meni je internet nekaj najboljšega. No, lahko imaš spletne prijatelje, mikico imam, oblačila imam, hrano imam v hladilniku. Tako bizarno je, ampak to ti je lahko takoj odzeto in pol vidiš, kako sploh nisi imel problemov. Ja, da si hvaležen za stvari, ki jih imaš zdaj, to pa ne pomeni, da si ne želiš več oziroma ne zaslužiš več. Recimo, da si želiš partnerja ali pa partnerko, pa skozi jamraš, saj so vsi isti, noben več ni resen, te nove generacije brez veze, na tak način ne dobiš nobenega. Probi biti čim boljša oseba, probi se malo postaviti ven in verjeti, da je mogoče. Jaz recimo osebno sem si napisala v zvezek, že kar nekaj cajta nazaj, preden da sem Joša spoznala, kaj si želim od osebe, od svojega fanta. In sem tako res pač napisala, ne vem, zdaj se ne spomnim, ampak vse to, kar ima on. Ja, pa ga nisem poznala. Napiši si, kaj si želiš v partnerju. Torej, da greš, kar se ciljev tiče, malo bolj v podrobnosti, mogoče, da si narediš nek plan, recimo za ene stvari si lahko narediš plan, kako boš to dosegel, za ene pač je dosti, da verjameš, pa da živi življenje. Zdaj pa me zanima, če imate vi kakšne cilje, ki bi jih radi delili z mano, oziroma v komentarje bom ful vesela, jih bom z veseljem prebrala. Želim vam vse najboljše, res. Jaz verjamem, da lahko vsak, ne glede na to, odkot prihajamo, iz kakšne situacije smo, dosežemo marsikaj, če verjamemo in če nekaj naredimo za to. Jaz verjamem v vas in vam želim vse najboljše. Ki bom pa tudi zaključila ta video, pa se vidimo naslednji teden. Čau! Kako se loti ciljev, da se nam uresničijo?